Danes je z nami dr. Kristjan Nedak, specialist psihiatrije. Nekateri bolniki, kateri imamo multiplo sklerozo, tekom bolezni se nam zgodi, da tudi pričnemo imati kakšno psihiatrično terapijo. Vsi nekako vemo, da psihiatrična terapija ima tudi kakšne stranske učinke. Tudi naša osnovna bolezen ima nekatere simptome. Včasih se znajo ti dvoji simptomi prekrivati, kot mogoče kakšno tresenje rok, utrujenost, zaspanost, tudi kakšna motnja spomina. Pa me zanima, kako se lahko pomagamo, s čim se lahko pomagamo, da zmoremo ločiti to dvoje simptome. Kaj pripada MS-u in kaj pripada nekaterim psihiatričnim zdravilom? Ja, to je zanimivo vprašanje, ki pa ima pravzaprav dokaj preprost odgovor. Namreč stranski učinki zdravil, katerihkoli, zdaj v tem primeru naših, torej bom rekel zdaj psihiatričnih ali pa tistih, ki sodijo v polje duševnega zdravja, se lahko prikrivajo s simptomi nekaterih drugih bolezni, kot je multipla skleroza, ali pa tudi drugih, ali pa tudi se lahko dejansko prikrivajo z nekaterimi stanji, ki nastopijo pri ljudeh, ki niso nujno v bolezenskem razmerju, bom rekel zdaj po domače. Zdaj ločiti včasih ni lahko. In če je tu neka dilema, potem seveda je potrebno se najprej vprašati, kdaj je neka težava, ki bi naj bila ali stranski učinek ali poslabšanje osnovne bolezni nastopila. In če je nastopila vzporedno s tem, ko je bolnik začel jemati zdravilo, je verjetnost, da je zdravilo povzročilo težavo precej večja. Pravi, čisto konkretno, če vam psihiater predpiše neko zdravilo, vi ga začnete jutri jemati in čez 2 dni boste imeli neke težave, ki jih prej niste. Je sicer seveda teoretično možno, da se je tudi osnovna bolezen zakomplicirala, poslabšala, da gre za nek zakon, ampak precej bolj verjetno je, da gre za stranski učinek zdravila. In drugače se ne da pravzaprav dognati, kaj je bilo prej kura ali jajce, kot da se zdravilo vsaj začasno ukine. Na ta način se seveda potem pacienta, bolnika opazuje, ali je težava izginila, ali je to nekega prehodnega značaja, in če je potem dejansko krivo zdravilo, če ne, pa seveda je potrebno nadaljnja diagnostika in poglobitev v osnovno bolezen, če se smatra, da je tista kriva za to. V glavnem, ukinitev, vsaj začasen odmik zdravila je tisti, ki nam da odgovor na to. In enako v bistvu postopamo psihiatri tudi v primeru, če imamo bolnika, ki nima, multiple skleroze ali nekega drugega dodatnega stanja. Skratka, stranski učinek, kot je recimo tresenje rok, ki ima lahko kar precej desetine razlogov, ali pa znižan krvni tlak, vrtoglavica in podobno, so taki splošni simptomi, ki znajo biti stranski učinki naših zdravil, ali pa tudi nekih drugih stanj. V bistvu te zagate se rešijo na način, da se zdravilo začasno ukine. Najlepša hvala za odgovor.